Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Lepotica in zver je prva predstava nove gledališke sezone, ki se je zgodila tukaj na odru gledališča Zarja Celje in je seveda namenjena najmlajšim gledalcem. Gledališče Zarja Celje je za svojo prvo premiero nove gledališke sezone izbralo brezčasno pravljico Lepotica in zver, ki je bila na odru Kulturnega doma v Trnovljah v Celju v četrtek 4. decembra letos. Kot vsako leto je tudi tokratna prva premiera nove sezone namenjena najmlajšemu občinstvu in je v začetku veselega in prazničnega decembra. Premiero je občinstvo povsem napolnilo in najmlajši so se zlili v čarobnost odrskega dogajanja gledališke pravljice, ki je mlade gledalce pritegnila tako s pravljičnimi kostumi igralcev, kot tudi z veličastno skorajda mapping projekcijo celotnega horizonta odra, ki je povsem nadomestil scenske elemente. Z glasbo in z zvučnimi efekti, seveda pa tudi z igro in domiselno koreografijo vseh protagonistov. Lepotico in zver je na zarjanski oder režijsko postavila Urška Majcen, ki je opravila tudi gledališko priredbo te pravljice. In kje je Urška v svoji režiji iskala sporočilo te pravljice? Meni je bilo mogoče bolj kot to, da ljubezen premaga vse. Bolj glavno vodilo to, da najdemo recimo v sebi neko lepoto, ki jo danes v današnjem svetu iščemo mnogo preveč zunaj, izven nas, in se mi zdi to zelo pomembno nagovarjati otroke in mlade v tem stilu, se pravi, da ni lepota nekaj, kar kupiš, kar daš na sebe, ampak nekaj, kar že imaš v sebi in pač to najditi in to potem navzven se mi zdi, da je pa lahko tista res iskrena prava lepota in to je bistveno te predstave. V gledališkem listu predstave beseda režiserke v zaključku svojega zapisa takole nagovarja mlado občinstvo, navajam. Zato, dragi otroci, verjemite, da ste vsi prav zares lepi. Nikoli tega ne pozabite in to vašo lepoto, ki jo nosite v sebi, širite okoli vas vedno znova in znova. Konec navedka. Občinstvo, ki je povsem napolnilo dvorano, je navdušeno spremljalo odrsko dogajanje ter izvajalce nagradilo z dolgim aplavzom. In tako je bilo tudi na ostalih reprizah v decembru, kar nekaj jih je bilo, tako za izven kot tudi zaključenih, na katerih je otroke obiskal tudi Božiček. Režiserka pa je prve vtise po premieri takole komentirala, predvsem pa je bila nad vse sodelujoče v predstavi izjemno ponosna. Čist prvi vtis je sigurno mal padec evforije oziroma adrenalina, ki se je nabiral sploh v zadnjem obdobju, ko so malo bolj zgoščene vaje in je res intenziven proces. Drugače tako že iz izkušenj, pa mogoče so ti prvi vtisi po premieri po eni strani olajšanje, ker je konec tega obdobja vaj, ki je res lahko zelo intenzivno in nekega učenja in priprav in tega. In pač zdaj samo uživanje v predstavah in rast predstav, ki se dejansko dogaja skozi predstave. Po drugi strani pa en velik ponos, res iskreno ponosna na celotno ekipo. Naredili so izjemno delo, na vsakega izmed njih, vsako sem res izjemno ponosna. Kot rečeno, prva premiera v novi sezoni je v gledališču Zarja Celje namenjena najmlajšim in njegov predsednik tudi ni skrival navdušenja nad njo. Hkrati pa ji napoveduje še veliko ponovitev. Fantastična predstava. Jaz sem zelo vesel, da smo pravzaprav ponovno naredili eno čarobno, čudovito predstavo. Ponovno sem ponosen, da je predstava nastala v medgeneracijsko raznoliki zasedbi. Na eni strani ta, bom rekel, izkušenost, odraslost, izkušenost, na drugi strani ta mladost, radoživost in mislim, da se je to vse skupaj spletlo eno čudovito sinergijo. Nastala je odlična predstava, ki bo sigurno imela ogromno enih dobrih in lepih ponovitev.
Poleg režiserke Urške Majcen so Lepotico in zvir kreirali še koreografijo Eva Janković, oblikovanje luči Vili Pajk, oblikovanje zvoka Urban Pajk, vodja predstave je Katja Tomažič, grafično podobo je dala Maja Lesja Gavrilovska, fotografije predstave pa LR Foto. Na odru pa smo v vlogah spremljali igralce Lejlo Ibrahimović, Srečka Centriha, Nejo Ropotar, Neli Kamenšek-Zatler, Kristjana Aneja Kramarja, Kajo Kmecl in Zalo Gregl v prepletu medgeneracijskega gledališkega ustvarjanja. In kako so nekateri od njih doživeli premiero? Skičena sem še kar, drugače pa je predstava bila odlična. Zabavali smo se. Meni se zdi, da smo se zelo dobro odrezali, da je bila taka prava energija. Itak, da smo bili malo živčni na začetku, ampak se mi zdi, da na koncu je super ratalo in jaz sem zadovoljna s tem, kar smo dali na oder. V bistvu ful tak, veš, da si nekaj dobrega naredil, nekaj tudi za otroke, ker je otroška predstava. Nič pred predstavo je bilo, tak živčki so malo delali, ampak zdaj pa smo ponosni na vse, kar smo naredili v teh 2 mesecih. Zanimivo. Predvsem je bilo nekaj novega za mene, zelo fajn izkušnja, zabavno mi je bilo delati tukaj in vse mi je bilo novo, ampak še vedno se mi zdi, da sem ful hiter se povezala pa vklopila v skupino in je bilo ful fajn. Prvi vtis je, da smo si vsi oddahnili, ampak ne v slabem smislu, v dobrem smislu, zato ker zdaj smo res 2 meseca garali na polno in jaz mislim, da se je to danes spoznalo na odru. Zelo lepo. Sicer je manjša vloga, ampak vedno je lepo delati z mladimi, ki so iskrivi, zelo taki temperamentni. Kako pa so potekale priprave, študij predstave? Bilo je veliko smeha. Je pa bilo tudi naporno, predstava je bila kar izziv, to pač tako ste rekli, ni bilo nobenega rekvizita in si mogel pač sam vse še toliko bolj poudariti s telesom, z mimiko, da pač to si potem, da so si gledalci lahko predstavljali, kaj sploh delamo. Meni se zdi, da kljub temu, da je bilo kar naporno, sploh zadnji mesec mogoče ali pa zadnji pol meseca, je bilo kar naporno, ampak smo se zabavali, tako da je ful hitro minil in ja, bi še enkrat ponovila. Ja, glede na to, da že imam malo izkušnje z gledališčem in na splošno Zarjo, pač smo se zabavali, fajn smo se imeli, včasih je bilo tudi naporno, ne, res je, ampak pač probali smo tudi, glede na to, da ni rekvizitov pa ničesar, oziroma scene, smo probali vse bolj domišljijsko, res v glavi in res tak, kot bi prav gib zgledal, če bi, ne vem, neko stvar prijel, da je res tak, kakor mora biti, no. Je bilo kar vse skupaj, pač hitro, v 2 mesecih v bistvu. Šlo je kar izbralni vaj, smo bili že na odru in ful hiter. Nisem si sploh predstavljala, da se to tako hiter da. Šlo je nekako tako. Najprej so nam bili ti predmeti dodeljeni, potem pa je vsak kaj svojega dodal noter, malo je še koreografinja povedala, kako si je ona zamislila in potem smo to nekako skupaj združili, da je vsak dal še potem nekaj svojega noter. No, jaz nisem imel kaj veliko posebnih priprav, veliko bolj so imeli te predmeti, ki igrajo predmete in koreografija je tudi zelo fantastična, pa še slike in vse ostalo, kar spada zraven, luči. Kar nekaj je vlog v tej predstavi, v katerih so morali igrati predmete, kar je zagotovo poseben izziv. Ja, predmet sem pa res prvič igral. Se moraš kar postaviti in študirati, kako bi se predmet obrnil, kakšne gibe bi imel, kako bi se smejal, kako bi pogledal, kako bi se postavil v skaku, v hodu in ja, vse to. V predstavi Lepotica in zver na odru tudi ni nobenih scenskih elementov ali odrskih rekvizitov, kar je za igralca tudi zahtevno, saj zahteva od njega večjo odrsko prezenco.
Mislim, da smo sami imeli take neke kostume večje, da smo pol, mislim, tudi nič nismo takega rabili posebej, smo v bistvu sami ustvarili nek tak ambient. Naša sogovornica Kaja Kmecel pa je bila v tej predstavi v vlogi gospe Čajnik debitantka na Zarinem odru. In njena nadaljna želja po odrskem ustvarjanju? Ja, želja je velika. Če me bojo imeli polja. Predstava Lepotica in zver je, čeprav je stara šele mesec dni, kot smo že omenili, doživela že kar nekaj ponovitev in navdušila občinstvo. Z uprizoritvami bodo nadaljevali tudi v bodoče. Skozi celo sezono, tako na gostovanjih, kot tudi na domačem odru. Vse te predstave zdaj v decembru, pa tudi potem kasneje, da se igralci še mečkam bolj sprostijo, ker vemo, da je pač premiera ena tista stvar, ko malo pade vse dolno, da se sprostijo v svojih vlogah, da se začnejo resnično zabavati in iskati mogoče pol neke zadeve še znotraj svojih vlog. Tako da to je to. Se pravi, da predstava raste, da igralci z njo rastejo in to je to. In da pač seveda navduši široko občinstvo. Planirajo pa v gledališču Zarja, Lepotico in zver predstaviti tudi širše izven Celja. Predstavo bomo gostovali po celi Sloveniji, mogoče jo bomo prijavili tudi na kakšen festival otroških predstav. Mislim, da ima več kot dovolj možnosti za marsikater lep uspeh. Predstava Lepotica in zver je torej zagledala luč sveta in jo Zarjani že uspešno predstavljajo občinstvu. Kaj pa njena režiserka? Že snuje kaj novega? Zdaj, ko si enkrat v tem, prav zares čist ne razmišljaš, nikoli ne. Vedno so neki, ne vem, nekje kaj vidiš, prebereš, pa se ti utrne neka ideja, da to bi pa mogoče lahko, da bi bilo zanimivo. Je pa res, da dejansko začnem o samem tekstu oziroma o predstavi kot taki razmišljati nekje proti koncu sezone, se pravi, to je nekje tam junij, ko se zadeve malo sprostijo, pa potem čez poletje, ko res ni nobenih zadev. Pa seveda, ko imam načeloma potrjeno ekipo, zato ker v bistvu zelo raje iščem tekst na ekipo kot pa obratno, ker se mi zdi zelo pomembno, da res vsak dobi neko vlogo, ki mu pritiče, iz katere lahko gradi in črpa in tako naprej. Kot rečeno, je prva premiera v gledališču Zarja Celje vedno namenjena najmlajšim. Sezona pa se je šele dobro pričela. Kaj pa še sledi? Sezona se je res, bom rekel, dobro odprla, namreč otvoril jo je Novačanov festival, sedaj je tale prva premiera v sezoni, tradicionalno že v decembru otroška predstava, zdaj pa sledi že počasi priprava nove odrasle predstave v začetku leta in proti koncu leta tudi še ena, bom rekel, mladinska oziroma eksperimentalna predstava. Udeležba na festivalih, ob morebitvi uvrstitvi in pa sigurno ogromno gostovanj po celotni Sloveniji. Lepotica in zver je navdušila polnoštevilno mlado občinstvo tukaj v gledališču Zarja Celje in kot smo slišali, predstava ima še kar veliko ponovitev in želijo z njo gostovati tudi še marsikje drugje. No, toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Lep pozdrav, pa nasvidenje do prihodnjič.